V času visokih bančnih kreditnih obrestnih mer mnoga podjetja iščejo alternative za financiranje naložb ali poslovanja. Na dogodku Finančnih 5 so predstavniki različnih institucij in podjetij govorili o inovacijah na področju financiranja, ki odražajo potrebe gospodarstva za doseganje rasti in poslovnega uspeha. V Sloveniji se namreč še vedno pretežno zanašamo na bančno financiranje projektov. O alternativnih oblikah financiranja naložb podjetij bo za Bloomberg Adrio govoril Dejan Kilar iz Borze terjatev. Pozdravljeni, gospod Kilar. Dober dan. Ali narašča zanimanje podjetij za alternativne vire financiranja in če da, je razlog predvsem v povišanih obrestnih merah po vašem mnenju? Opažamo, da je povečano povpraševanje po alternativnih virih financiranja. Ni pa nujno, da ravno le zaradi višjih obrestnih mer na bankih. Absolutno, ker cena financiranja je vedno za podjetje zelo pomembna. Drugi pomemben razlog je pa tudi hitrost, koliko hitro podjetja dobijo to financiranje. Namreč alternativni viri so lahko mnogokrat hitrejši od tradicionalnih, ker je potrebno bistveno več birokracije. Je pa razlog tudi v tem, da podjetja želijo različne vire financiranja, se pravi ne samo na eni strani, pa zmanjšati malo tudi odvisnost od tradicionalnih bančnih posojil. Razumem popolnoma. Katere alternativne oblike bi vi izpostavili, pa morda so za podjetje cenejše od bančnih kreditov? Ni nujno, da so cenejša. Lahko so tudi dražja. Bom pa poudaril, so pa lahko v večini hitrejša. Odvisno od samega podjetja, kakšno bonitetno oceno ima podjetje, kakšno obliko se odloči delati. Ena izmed alternativnih oblik so recimo izdaja obveznic. Pač podjetje na trgu kapitala izdaja obveznice, ve, da bo te obveznice oziroma ta dolg v določenem obdobju poravnala, se pravi, to je ena izmed načinov. Drugi način so skladi tveganega kapitala, se pravi pridobiti financiranje strani tveganega kapitala. To je recimo zanimivo sploh za start-upe, za mlajša podjetja. Investitor vstopi v tako zgodbo v zameno za lastniški delež podjetja. Crowdfunding, to je bilo interesantno. Potem peer-to-peer platforme, se pravi posojila, oziroma platforme, kjer se povežejo posojilo jemalci in posojilo dajalci. Te so zelo hitre oblike financiranja, pa tiste klasične alternativne viri. Kot so nepovratna sredstva, vredno še kaj tazga? Ja, leasing in poslovno posojilo in to naprej. So te oblike namenjene predvsem manjšim podjetjem, ali so zanimive tudi za večje, naprimer, če govorimo o 10-milijonskih investicijah? Iskreno so, lahko rečemo, nekoliko bolj za manjša podjetja. Je pa čisto odvisno. Tipičen prejemnik financiranja na borzi terjatev je podjetje, ki ima 2 milijona letne prodaje. Minimalni pogoji, tisti, ki bi želeli na borzi terjatev, ker se ukvarjamo z financiranjem na podlagi prodaje oziroma zastave terjatev, je 250 tisoč evrov letne prodaje in pa seveda, da ima poravnane vse obveznosti do države. Tako da bolj to, ali je sama alternativa za veliko ali malo, je pomembno, kakšno obliko alternative podjetje želi. Zdaj recimo izdaja obveznice ali delnice nekega malega startup podjetja verjetno ni smiselna. Ravno tako pa se veliko 10-milijonsko podjetje ne bo odločilo za financiranje na podlagi oziroma iz strani sklada tveganega kapitala. Zagotovo ne. Kdo so na drugi strani vlagatelji in pa kakšne so morda prednosti za vlagatelje? Če govorimo o našem primeru, vlagatelji so večinoma slovenska podjetja in pa slovenske fizične osebe, ki svojega denarja ne želijo izpostavljati tveganju kapitalskih trgov, se pravi nihanju. Vseeno pa želijo imeti vsaj en pošten boj z inflacijo, da je v tem tako rečeno. Zdaj podjetja pri nas lahko izbirajo med individualnim računom ali pa skladom terjatev in posojil, medtem ko podjetja lahko izkoriščajo oziroma uporabljajo obe, so fizična oseba zgolj in samo lahko izberejo sklad. Zdaj prednosti so sledeče. Na dogodku Finančnih 5, kjer na gospodarski zbornici, ki ste ga omenili, so slušatelji izpostavili, da je najpomembnejši del, ki ga želijo pri sami investiciji, stabilnost in likvidnost. In to borza terjatev dostavlja. Namreč naš portfelj nikoli ne bo
iskal nekih ekstra donosov, ampak veliko stavimo ravno na to stabilnost in pa likvidnost, ki je sploh za podjetje blazno pomembna. Se pravi, da lahko prilagaja svoj finančni tok. Nezanemarljiva prednost je pa tudi to, da smo neka skupnost, no, da imamo tako reči, in povezovanje vseeno krepi vsako skupnost. In pa tudi, če je nekdo na strani vlagatelja danes, da nima težav z likvidnostjo, ni rečeno, da se v prihodnosti to ne bo obrnilo. In podjetje, ki je danes pri nas vlagatelj, bo imelo v prihodnosti cenejše financiranje. Zagotovo. Na kaj pa morajo biti vlagatelji pozorni v to vrstnem investiranju? Predvsem to je terjatev živa ali mrtva. Malo se hecam, ampak dejansko terjatev, če lahko, to ima slovensko, mogoče negativen prizvok, terjatev je izdan, a še ne dospeli račun. Se pravi, ne govoriva o slabih terjatvah, o zapadlih terjatvah, in to prva stvar, na katero je treba biti pozoren, ali je terjatev še živa ali je že zapadla. Druge stvari so pa, treba je narediti domačo nalogo, preden se lotiš kakšnega koli investiranja. Se pravi, pogledati, kdo je prodajalec, kdo je njegov dolžnik, kakšno bonitetno oceno ima prodajalec, kakšno bonitetno oceno ima njegov dolžnik, ali terjatev dejansko obstaja. Če obstaja, kdaj je dospelost, kako je zadolžen sam prodajalec, in pa potem naprej tudi, ali si sposoben to terjatev izterjati, kolikor pride do takih stvari. Se pravi, preden se lotiš investicije v terjatve oziroma posojila, je treba narediti to domačo nalogo in pa tudi klasično pravilo investiranja, ne nositi vseh jajc v eni košari, se pravi, narediti neko razpršitev. Če se lahko pohvalim na borzi za terjatev, to domačo nalogo za naše investitorje naredi. Obstaja morda ocene samo še to, kolikšen delež financiranja investicij je z alternativnimi viri, bodi si doma, bodi si v tujini? Groba ocena obstaja. Ja, sicer alternativni viri so še vedno relativno malo uporabljeni v primerjavi s tradicionalnimi. V Sloveniji se ta odstotek giblje nekje med 6 in 10%. V primerjavi s tradicionalnimi viri v tujini nekoliko več, ampak se tudi približujemo v Sloveniji tujini. Najlepša hvala za pogovor. Z veseljem.